Glede podražitve vinjet, v delu, kjer je vlada podražila letno vinjeto na 110 evrov, je to napačna odločitev. Slaba odločitev, iz več razlogov. Prvič zaradi tega, ker je s tem vlada ponovno udarila domače davkoplačevalce, domače državljane, v največjem delu, ker so večinoma ti kupci letnih vinjet. Poleg tega je to napačno odločitev še nadgradila s tem, da je uvedla dodatno vinjeto za lahka gospodarska vozila, kombije in ostala vozila, ki jih v največji meri posedujejo manjši obrtniki, espeji, manjši podjetniki, tako da jih bo tudi po tej plati bistveno bolj obremenila po nepotrebnem in še bolj poslabšala njihovo že tako slabo gospodarsko situacijo, glede na recesijo, v kateri smo še vedno. Slabo je tudi to, da je uvedla ta selektiven pristop, podražila je letne vinjete, ohranila pa nespremenjeno vrednost tedenskih in mesečnih, katerih kupci so največ tranzitni potniki oziroma tranzitna vozila. Mi s tem imamo zdaj, po mojem oceni, najdražje vinjete. S to podražitvijo tudi v ničemer ne rešuje finančne vzdržnosti Darsa v letih do leta 2020, ker bo ta finančni učinek prenizek, da bi lahko zagotovil vrzel, ki nastaja v tem obdobju. In tisto, kar se mi zdi zelo pomembno, ob tej odločitvi ni bilo povedano oziroma sprejeta odločitev, do kdaj bo uvedeno satelitsko cestninjenje v prostem prometnem toku za vozila nad 3500 kg, glede katerega je bil nek razpis pred časom ustavljen, kjer pa je po naši oceni, po moji oceni, gotovo na letni ravni vsaj 5-krat več finančnih učinkov, kot jih bo nastalo iz naslova podražitve letne vinjete na 110 evrov. Tako da žal lahko ugotovimo, da kljub javnim obljubam vlada Alenke Bratušek z dnevom, vsakim dnevom ponovno obremenjuje domače državljane in gre v bistvu za neke vrste nov davek, ki je popolnoma nepotreben. Ne glede na to podražitev, bo vlada morala v relativno kratkem času priti v Državni zbor z konkretnim predlogom, ki bo razrešil to vrzel pri odplačevanju posojil Darsa v obdobju do leta 2020. Prej ali slej bo potrebno sprejeti nek krovni poroštveni zakon za posojila Darsa, na osnovi katerega bo lahko ta družba dogovorila ustrezne reprograme z posojilodajalci oziroma z bankami, ki pa bodo bistveno manj ugodni, kot bi bili, če bi se to zgodilo 3 ali 4 mesece nazaj. Skratka, s to podražitvijo ni na eni strani vlada naredila nič na finančni vzdržnosti Darsa, ker je ta podražitev, ne glede na to, da je za povprečnega državljana znatna, v globalu premajhna, da bi se polnila vrzel v tem obdobju do leta 2020 in bo tako in tako morala priti z rešitvijo, s katero bo potem Dars preko reprograma zagotovil vzdržnost v teh kritičnih letih. Ostala leta niso problematična in analize govorijo o tem, da je Dars na dolgi rok, glede na to, da ima stavbno upravičenje do leta 2060, finančno popolnoma vzdržen, seveda ob predpostavki, da na dolgi rok pobere več cestnin, ne od osebnih vozil, pač pa od tovornega prometa, za kar pa je prvi predpogoj uvedba tega cestninjenja v prostem prometnem toku. Tako da pričakujemo konkreten predlog, ki bo govoril o razrešitvi te vrzeli in obžalujemo, da se je ta odločitev zgodila, ker bo po žepu najbolj udarila slovenske davkoplačevalce, se pravi ljudi, ki vsakodnevno uporabljajo avtoceste v Republiki Sloveniji, majhne obrtnike in podjetnike.